Spoštovani, kaj je vzgoja? Če sledimo slovarju slovenskega knjižnega jezika, je to duhovno in značajsko oblikovanje zlasti otroka. Je načrtno razvijanje določenih sposobnosti za upravljanje določenih nalog. Prav tega se je lotil Adam Sebastian Zitzenheim, ki je plemiške otroke učil v času izrazitih sprememb družbenega položaja moškega, ki se je iz viteza vojaka levil v gospoda, izobraženca dvorjana, v obdobju, ki je zahtevalo nove vrednote in vrline. Kdo je bil Adam Sebastian Zitzenheim? Bil je Nemec, a ne vemo točno, od kod je prišel, morda pa nam je v svoji knjigi pustil nekaj namigov, naprimer, ko piše, da se je sam učil branja in pisanja s pomočjo lesenih kock, ki so jih kupili v Nürnbergu, lahko morda domnevamo, da izhaja od tam. Omenja tudi štajerskega plemiča, pri katerem je preživel 2 leti, najverjetneje je bil tam na kavalirskem potovanju. Prišel je v Ljubljano, kjer je prevzel službo računskega uradnika deželnih stanov, tu se je dobro počutil in se začel šteti med krance, še posebej, ko se je januarja 1650 poročil z Ljubljančanko Katarino Macol, ki mu je rodila 5 otrok. Plemstvo je pridobil februarja istega leta, leta 1657 mu je bil dodeljen naslov palatinskega grofa po izumrli družini Kreuztal. V virih se še nekajkrat omenja. Zanimivo, da v cesarjevih priporočilih. Tako je leta 1651, na primer cesar Ferdinand III. Naročil notranji avstrijski komori, da ima za Zitzenheima v evidenci podelitev ustrežne službe, leta 1660 pa je zanj cesar Leopold I. predlagal letno provizijo 100 dinarjev. Vemo tudi, da je sam leta 1670 zaprosil za mesto špitalskega mojstra v ljubljanskem dvornem špitalu, a je notranja avstrijska komora menila, da je za mesto špitalskega mojstra potrebna oseba, ki ne bo iskala lastnih koristi in bo naklonjena varovancem. Čez mesec dni je deželni vicedom Eberhard Leopold Ursini grof Blagaj ocenil, da Zitzenheim ni primeren za službo špitalskega mojstra, ker je togotljiv in nepotrpežljiv in bi ne mogel prenesti godrnjanja varovancev. Videli bomo, da pri teh značajskih ocenah odstopa od pravil vedenja, ki jih je sam napisal. V uvodu svoje knjige je zapisal, da je v Ljubljani zbolel in da ga ne bi ugonobilo brezdelje in zadušilo dolgočasje, in napisal priročnik za vzgojo plemiških otrok. Ni bil izviren pisec, kar je v uvodu odkrito priznal. Uporabljal je številne misli grških in rimskih filozofov ter pesnikov, prispodobe življenja svetnikov in svetega pisma, pregovore, pozitivne in negativne primere zgodovinskih osebnosti ter vzgojne ukrepe različnih italijanskih, španskih in francoskih piscev. Svojemu traktatu, ki ga je izdal v samozaložbi leta 1659, je dal naslov Neubeglänzter Zugspiegel der adeligen Jugend oziroma na novo zloščeno ogledalo vzgoje plemiške mladeži. Vzgaja z novodobnimi vedenjskimi koncepti, ki so na novo definirani plemiča in niso več temeljili na družinskem grbu in premoženju. V ospredje postavlja izobrazbo, znanje ter nove vedenjske afekte. Z novim znanjem bi plemiški podmladek vzgojil izbrane dvorjane po vseh pogledih, da bi ostali vodilna skupina prebivalstva in še naprej zasedali najboljše položaje ter delali pričakovane izvrstne kariere. Pravega plemstva ni več število po bogastvu, lepoti, v oblasti, moči ali blišču, še manj po stanu in plemiškem pokolenju. A kljub zapisanim besedam je v resnici namenil svoje delo izključno plemičem. Celo zelo ostro je nastopil proti meščanskim povzpetnikom, češ, da so navadni meščanski sinovi, katerih starši so še pred nekaj letih tehtali popar in blago na vatle, tako poželjivi, da si kupujejo vsakršne nove obleke, zoper vsako spodobnost in stan, o čemer nihče ne razpravlja, morali bi jih nagnati, da bi še naprej popravljali poklic svojih staršev. Bistvo njegove vzgoje lahko povzamemo kar z njegovo prispodobo. Otroke je treba vzgajati v pravem ravnotežju, tako kot bi bilo povsem neprimerno, če si človek pripravi solato z ostrim kisom in pozabi dodati mehko tekoče olje. Njegov cilj je bil vzgojiti popolnega plemiča dvorjana,
ki naj bi bil obdarjen z lepoto duha, to je z modrostjo, dostojanstvenostjo in ljubeznivostjo. Je izobražen, ima pravo mero v oblačenju, plesanju, jahanju, mečevanju, razpravljanju, duhovitosti, govori tuje jezike, težave mu ne delajo grščina, latinščina in hebrejščina. Zanimajo ga književnost, glasba in slikarstvo. Mlademu bralcu predstavi 12 zlatih pravil, ki mu bodo koristila za dušo in telo. Ljubiti in spoštovati Boga, odvračati se od greha, ljubiti in častiti starše, izbirati dobro družbo, kajti bolje je biti sam kot v slabi družbi, vzdrževati pravo mero pri jedi in pitju, paziti na čistočo telesa, razumeti kompleksnost svojega telesa, spopasti se z vso čuječnosti učenja in se ga veseliti, trdo glavo omehčati s pridnostjo, se ne sramovati sprejemati znanja in svaril, ter se izogibati selitvam iz mesta v mesto, saj bi bilo to škodljivo za študij. Osnovnim zapovedim je torej dodal nove zapovedi ustreznega vedenja in hotenja. Vzgajal je tako dekleta kot dečke, začel pa je kar s poroko. Poroka je pomenila eno od najpomembnejših življenjskih prelomnic, zato je najprej razpravljal o primerni starosti mladoporočencev, ki ne smeta biti niti premlada, niti prestara. Moški naj bi se ženil v starosti 30 let, primerna starost za možitev pa je bila 20 ali najmanj 18 let za dekle. Nato sledi skrb za otroka. Meni, da otroci v najnežjih letih sprejemajo ključne pozitivne lastnosti svojih plemiških staršev, predvsem od matere. Mati je odgovorna za otroke od rojstva, za deklice do poroke, za dečke pa do 7. leta starosti, ko skrb za njihovo vzgojo prevzame oče. Dojenje pomeni ne samo tesen stik med materjo in otrokom, pač pa stik z vsem, kar plemiška mati predstavlja, saj z materinim, torej plemiškim mlekom, dobijo otroci primerne osnove za življenje. Dojilje je sicer dopustna, če mati nima mleka, toda ob mleku tuje ženske otroci nikakor ne bodo nikoli dosegli veličino rodu in narave svoje matere. Kajti tudi mačka dobi slabo dlako, če se sam mleko pri ovci. Plemiškim materam tudi dopoveduje, da je nedopustno in brezsrčno, da nekatere bolj častijo minljivo zemeljsko zlato v dobro zaklenjenih omarah, v srcu pa zapustijo nedolžnega otročiča. Doslej se še ni slišalo ali bralo, da bi divja ali domača žival potaknila mladiča druge živali. Na splošno je opažal, da se že od zibke začela pretirana skrb za novorojence, kar je vodilo v pomehkuženje leteh, tako pa ni bilo mogoče vzgojiti trdnih stebrov plemstva. Že otročiče zavijajo v draga holandska blaga in v umetelno obdelane lanene tkanine, žamet, svilo in škrlat, jih pitajo z vsemi mogočimi izvrstnimi in okusnimi jedmi, postiljajo jim na najmehkejših žimnicah, uspavajo jih s petjem in igranjem na gosli. Otroci se ne morejo utrditi in okrepiti, zato zaradi oslabelosti velikokrat umrejo. Hudoval pa se je nad razvajanjem plemiških otrok, ki v času rednega obroka niso hoteli jesti, nato pa so si kmalu izprosili prikoliške, kruh, sadje, sladkor in druge sladkarije. Temelji zdravega prehranjevanja so bile disciplina, zmernost ter strogost pri izbiri, zlasti po sladku. Nato se začne obdobje učenja. Starši morajo v primerni starosti otroka predati učitelju. Utečeno je bilo, da so se deklice in dečki sprva skupaj izobraževali doma z domačimi učitelji. Deklice so pouk nadaljevale doma, dečki pa so, večinoma, zapolnili šolske klopi v jezuitskem kolegiju. Kot jezuiti je tudi Zichtenheim menil, da bi se morali v domačem okolju otroci naučiti uporabljati pero, da ne bi izgubljali časa z učenjem pravilnega pisanja na prvi stopnji latinskih šol. Zato je bila zelo pomembna izbira učitelja, svetoval je staršem. Učitelj mora biti srednjih let, kajti premlad ne bi zagotavljal dovolj discipline, prestar učitelj pa bi bil polovica časa čemiran in zmanjkovalo bi mu časa za krepitev potrebnega vzgajanja. Imeti mora neomadeževano življenje, vzgajati in učiti mora ne strogostjo, ampak s prijaznostjo. Pomembno je, da ima otrok učitelja rad
in se ga ne boji, kajti strah bi povzročil sovraštvo, le temu bi kmalu sledila opustitev učenja. Učenca mora voditi s hvalo, ga spodbujati z ravnoteženo strogostjo in s primernim obnašanjem dati zgled. Dobri starši bi se morali temeljito pozanimati o učitelju in ga vzeti na preizkus, do njega se ne bi smeli vesti kot do navadnih poslov, služabnikov ali konjskih klapcev, kajti učiteljem niso zaupali svojega konja ali sokola, pač pa sad svojega telesa. Končni rezultat učenja bi moral biti tako dober, da učencu ne bi bilo potrebno na prvi stopnji latinskih šol voditi roko s peresom. Branje in pisanje sta bili temeljni znanji, ki so jih morali usvojiti. Obojega se lahko naučijo z lesenimi kockami, ki jih lahko celo izdelajo sami. Na stranicah kocke so vrezali črke, ki so jih nato sestavljali v zloge in besede. To vrsta stavnica je bila pomoč pri branju, kasneje tudi pri pisanju. Branje je sledilo učenje pisanja. Učitelj je sprva vodil roko učenca, da sta skupaj napisala črko, ki jo je učenec nato pobarval. Naslednji korak je bil, da je učenec sam poskusil črko pravilno zapisati, učitelj pa je popravljal napake in primerno svetoval. Plemiški učni predmeti so bili tuji jeziki, svetovna zgodovina, aritmetika, glasbena vzgoja in ples, kar je bilo precej bolj svetovljansko kot predmetnik meščanskih učencev, ki je obsegal cerkveno petje, katekizem, branje, pisanje in latinsko slovnico. Za plemiče je bila to priprava naprej na gimnazijo, nato pa so izbrali študij na univerzi, ki so ga največkrat nadaljevali na Dunaju, v Ingolstadtu, Tübingenu, modne so postale italijanske univerze v Rimu, Padovi, Bologni, Benetkah in Sieni. Mladeniče prepričuje, da morajo spoštovati Boga in očeta, vestno slediti učitelju, marsikatero nočno uro nameniti učenju, da bodo na stara leta zadovoljni sami seboj. Marko Štuhec je zapisal, navajam: Stališča o pomenu izobrazbe in kulture, prvenstveno med plemstvom, naj so bila izražena v zasebnih pismih ali v javnih besedilih, so poleg pošiljanja plemiških otrok na študijska in kavalirska potovanja pomemben indic za sklepanje o intelektualni živosti plemstva. Zamenjava nemških kulturnih vzorov za italijanske govorita o določeni receptivni in produktivni sposobnosti kranjske, njene družbene in kulturne elite. Konec navedka. Elegantni tuji jeziki so bili poleg italijanščine španščina in francoščina, medtem ko je bila nemščina robat jezik. Poudarjal je, da se je treba tujih jezikov dobro naučiti, pozorni bi morali biti na pravi poudarek in na natančno izgovorjavo. Ključni pomen je pripisal še znanju retorike, poznavanju politike in zgodovine, ob učenju le-teh študenti marsikaj izvedo tudi o naravoslovju in fiziki, o astronomiji in matematiki. Znanjem in s pridnostjo oborožen plemič se je nato znašel v svetu odraslih, ki se srečujejo ob slavnostnih omizjih in na drugih mestih, ko opravljajo visoke in pomembne službe, kjer morajo pokazati znanje, vzgojo in navade. Elitnim skupinam se mora mladenič znati približati in se družiti v njih. Najprej se mora kot razumen človek znati pomenkovati. Umetnost prave vljudnosti je prijazen in ljubezniv nagovor. Besede morajo biti jasne, dobro postavljene, razločne in neizometničene. Ne sme se izražati kot kmetje, še manj prisiljeno, ampak po meri vsebine in primerno svojemu položaju. Govor mora biti spodoben, neobrekljiv, posmehljiv ali celo sovražen. Ljudi mora pozdravljati nedolžno, spoštovano postavo. Dostojni morajo biti obleka in modni dodatki. Nadaljuje s prepovedmi navad, ki niso sodile na zloščen parket. Vedenje primerja s prispodobami živalskega sveta, sveta nižjih slojev in šaljivimi primerami iz vsakdanjega življenja. Ne govori preveč, da ne boš kot mlinsko kolo, ki z veliko vrtenja ničesar ne pove. Ne trosi povprek nasvetov in ne ponujaj svoje pomoči, nadeni si brsto, ne blebetaj kakor kujav osel, ne uporabljaj umazanih besed, da ne boš kakor kropilo. Ne tleskaj z usti in ne pripoveduj vsakemu v obraz, kaj si pametnega misliš.
Ne briši si nosu pred drugimi, ne praskaj se po bradi kakor mačka, ne praskaj po klobuku ali rokavicah iz zadrege, ne igraj se z nogami kakor pes, ki ga grizejo bolhe. Glej osebo, s katero govoriš, ne jezi se, če izveš nekaj, česar ne želi slišati. Ne cukaj sogovornika za roko in ne ravnajmo obleke kot krojač, ko vzame mero. Ne vleci ga za gumbe kot vrvičar, ne govori skozi grutanec, da ne boš vreščal kot gos, ne govori sam s seboj, drugače bi še kdo mislil, da si omejen. Ne škripaj z zobmi kakor pila za les in ne smej se na vsa usta, da se ti ne bo videlo vse do pljuč in bi kdo mislil, da imaš sinkopo v možganih. Ne obračaj ljudem hrbta kot mesar razkosani govedini. Ne ogovarjaj vsemu, kar slišiš ali bolje poznaš. Ne pričkaj se kot kakšna zagrenjena tašča. Ne bodi trmoglav in oporen, ne vedi se kot mehkužno dete. Izogibaj se trapastim izjavam, saj je bolje molčati, kot povedati kaj neprimernega. Ne hvali svojih zakladov, kajti ti prihajajo od Boga, ne od tebe samega. Ko se drugi smejijo, ni potrebno, da se smejiš ves čas z njimi. Ne govori o čem prostaškem ali neprijetnem, o čemer lahko z veliko besedami malo ali čisto nič ne poveš, kar nima zveze z razumom in ne pusti posebnega vtisa. Del vzgoje plemiča je bila tudi skrb za čistočo. Predlagam, da si zobe čistijo tudi po večkrat na dan, nujno pa zjutraj in zvečer, s čisto in tekočo vodo in to tako, da očistijo zobe in dlesni. S tem bodo ohranili zdravje in ne bodo potrebovali zobozdravnika. Pomemben je bil zdrav ten kože, zato so zoper nezdravo gledaličnost priporočali, naj si otroci obličje in oči čistijo z belo krpico. S tem so odstranili umazanijo, ten in barva obraza pa sta ostali naravni. Učijo naj se primerno oblačiti. Predvsem je nasprotoval francoski modi, ki je zavzemala svet. Postala je barvita, polna novih tkanin in izumetničenih krojev. Začel je razvijati stereotip, da so za modne ničivosti in za oblačanje moških porabljali preveč časa, da so se mladeniči preradi opazovali v ogledalih, da so želeli izstopati z modnimi oblačili, s katerimi so nadomestili puhloglavost. Ne samo zaradi modne načičkanosti, žgražal se je tudi nad zapravljivostjo, saj ne bi preveč zapravljali za obleke, a dragoceno sedlo, svilene uzde in srebrne ostroge pač ne naredijo boljšega konja. Očitno ne pišem po naključju o gizdavosti kranjskih plemičev, saj lahko beremo o modni maniji v vseh evropskih časopisih. Pomembna je postala tudi snažnost obleke. Višje kot je plemič po položaju, bolj naj bi upošteval vse napotke o primernem vedenju. Predvsem pa je moral paziti na čistočo obleke, saj lepo podobo v zglajenem ogledalu iznakazi vsaka napaka, na dragoceni obleki se takoj opazi še tako majhen madež. Priporočam mladeničem, da naj osebi, s katero so v stiku, že po obleki pokažejo svoj stan in položaj. Pomemben del pojavnosti v družbi je bilo srečevanje na različnih dogodkih, obiskovali so cerkvene slovesnosti, glasbene in gledališke dogodke, zbirali so se na pojedinah, prirejali viteške in strelske turnirje, čas so si krajšali z vožnjami po reki, igrali so tenis in druge igre žogo ter se srečevali na plesih. Zato je posebej priporočal učenja za mizo, tafelcuh, s katerimi bi se morali natančno spoprijeti, kajti prav za mizo se lahko zgodi največ zarobljenosti in neotesanosti. Vaditi morajo že doma, da mladeniča ne bi zasramovali in ga imenovali tepca in gimpelna. V ta sklop je sodilo primerno sprejemanje povabil, uravnavanje svojega razpoloženja, ki ni smelo biti ne preveč veselo, ne predrzno, žalost in skrbi je bilo potrebno prikriti. Spoštovati so morali navado umivanja rok pred jedjo, ne grabiti po priljubljenih jedih v skupnih skledah, ne vihati nosu ob jedih, ki jih niso marali, poznati so morali različne ponujene jedi, izkazati so se morali tudi z načinom pitja, kajti nikakor ni bilo primerno piti z glavo nagnjeno nazaj, saj bi izgledali kot gos z dolgim vratom. Ukvarjanje s psi je bilo priljubljeno razvedrilo plemičev,
a je bilo skrajno neprimerno, če bi psu metali kos z mize, ker bi lahko prišlo do nadležnega pasjega ravsa. Prav tako bi s tem onesnažili tla. Med jedjo jih je bilo neprimerno božati ali čopati. Ob tem pravilu se že kaže postavljena ločnica med osebno higieno, čistočo prostora in ukvarjanje živalmi. Nadaljeval je z zapovedmi. Neznosno je, da bi se kdo praskal po glavi ali si trebil zobe, pokal s členki ali se celo igral z nožem. Ni bilo primerno, da prvi sede za mizo, a tudi ne vstane zadnji od njih, saj bi kdo rekel, da bolje sedi za mizo, kakor na konju. Količino hrane so povezovali s skrbjo za zdravje, kar sta skušala doseči tudi dva zdravnika, Wolfgang Andrej Widmajer in Marko Gerbec, kot del primernega vedenja, pa tudi Zitzenhand, saj je zmernost pričala o dostojnosti in zdravju. Kot smo slišali, je bila napaka v mladosti, da so staršim otrokom ponujali preveč hrane, pa tudi, da so jih hranili s preveč izbranimi grižljami. Sladke prigrizke je odsvetoval tudi dr. Gerbec, predvsem zato, ker so prekvasili in pokvarili želodčne sokove, še posebej, če so sladkorje uživali v prevelikih količinah. Temelji zdravega prehranjevanja so bile disciplina, zmernost ter strogost pri izbiri, zlasti po sladko. Hrano in hranjenje uporabi kot del pozitivnega in negativnega vzgojnega procesa postavljal je nove vzgojne in statusne normative. Temeljno pravilo je bilo, da so se morali ravnati in ozirati na družbeni status prisotnih, kar Marko Štuhec imenuje protokolarna prednost, ki je pripadala vedno najvišjemu statusu. Proces civiliziranja in diferenciacije se je začel. Kar je bilo za kmete in navadne moščane morda še dopustno, je bilo za plemiško vedenje nevzdržno. Z novo obliko vedenja so se plemiči skušali zapreti v elitno skupino. Med leti 1640 in 1680 je postala uporaba osebnega jedilnega pribora že obvezna. Osebni jedilni pogrinjak je bil sestavljen iz krožnika, kozarca in jedilnega pribora, žlice, noža in vilic, bodisi na 2 roglja ali celo že na 3. Hrano so iz kuhinjskih loncev, kosic, ponov in modelov postregli v servirnih posodah s servirnim priborom, zajemalkami, servirnimi vilicami in servirnimi noži, če ni bila hrana že razkosana. Pravila strežbe in osebnega pribora že kažejo na občutljivost višjih slojev, ko so sedli za skupno mizo, kajti nekateri ljudje so bili tako rahločutni, da ne bi jedli juhe, v kateri si pomočil žlico ali kruh, potem ko si jo že imel v ustih. Plemiči bi bili s takšnim neprimernim vedenjem podobni navadnim kmetavzom, ki pojedo polovico, nato kos mesa podajo sosedu ali ga položijo nazaj v skupno skledo. Tudi oblizovanje prstov ni bilo refleks. Hrane niso več nosili s pladnjem s prsti v usta in glasno srebali, jedilni pribor so morali znati uporabljati. Če je bila žlica enostavna za uporabo, pa je kombinacija nož-vilice že potrebovala neke veščine. Kajti pravilno si se moral lotiti hrane, da se ne bi na gostijah vedel kot navaden zagovednež, ampak moraš se navaditi predvsem razkosavanja mesa, da se ne usmešiš. Saj se povsem drugače lotiš kopuna, kakor zajca, in rebico razkošaš drugače, kakor razrežeš vestfalsko šunko. Kljub temu pa je pustil nekaj prostora, če so se slučajno dogodili neljubi dogodki. Če je juha prevroča, ne smeš pihati vsako žlico, če bi se z njo opekal, tega ne smeš pokazati. Če pa ne moreš potrpeti, kar se včasih zgodi, hitro prinesi z eno roko krožnik, z drugo pa prikri, kar si nanj spljunil in takoj predaj slugi. Kajti olika zahteva, da se vedeš dostojno, ne pa, da se boj ravnaš ubijalsko. Posebno pozornost je namenil še nekaterim vsakdanjim afektom, naprimer, izcedka iz nosu ne smeš brisati v klobuk, obleko ali rokav, kot to počnejo nevzgojeni kmetje in solni delavci, ali pa si jih obrišeš kar s roko. Zato mora plemič uporabiti čist njuhalni robec oziroma brisačko. Nos naj si očisti temeljito, a ne preglasno, tako da se s celim telesom obrne stran od ljudi. Ustnici ne smeta biti tesno stisnjeni in ne odprti na stežaj kot mestna vrata. Sline pri kašljanju, hrkanju in kihanju ne smejo izpljuniti kar čez ramo, niti pljuneti daleč stran,
kar bi lahko pri navzočih vzbudilo stud. Uporabiti mora robec in se nekoliko odvrniti od navzočih. Je pa tistemu, ki kihne, vljudno zaželeti na zdravje. Nikakor ne sme iz ust moleti jezik, ustnici naj bosta zaprti kot pri rahlem poljubu. Napihnjena lica so znak prevzetnosti, viseča pa izdajstva, zato je najbolje lica držati tako, kot jih je izoblikovala narava. Zobje morajo biti čisti, toda ni primerno, da bi si jih čistili pred drugimi. Hebrejci so rekli, da je jezik ogledalo srca. Z jezikom človek izrazi čustva in nagnjenja. Zelo je treba paziti na jezik, ki je lahko najdragocenejši ali pa tudi najškodljivejši del človeškega telesa. Dotaknil se je govorjenja ter barve in višine glasu. Govor mora biti spoštljiv, vljuden, jasen, z vajo ga je mogoče izboljšati, odpraviti se da celo ecljanje. Glas naj bo vljuden, umirjen, necvileč in nepreglasen, s podobno visokim tonom, da bo poslušalec lahko razumel povedano brez dodatnih vprašanj. Vzgoja, ki se je začela v rani mladosti, je od plemičev zahtevala izbrano pojavnost, z govorico telesa in z drugimi telesnimi afekti so jasno pokazali svoj položaj. Sključena drža ni izražala samozavesti, ampak strah in ponižnost. Zato ne sme hoditi skupaj povlečenimi rameni in sklonjenim tilnikom, saj bi to kazalo na lenobo. Sključenost na levo ali na desno pa je bil znak hinavščine. Mladenič mora biti vzravnan, tilnik mehko in neprisilno dvignjen, pleča zravnana, da telo ves čas gleda kot lepo raščeno mlado drevo. Roki ne smeta štrleti od telesa kot pri kakšnem malopridnežu, prav tako ne smeta opletati okoli kot rokava plašča. Pri hoji se ne sme prestopati ali pa kopetljati kot konj, niti hoditi kot štorklja tako, da ima eno nogo v zraku, drugo na tleh, še manj stati s prekrižanimi nogami, kakor postopač pri nepotrebnem žlogodranju. Hoja mora biti mehka, uravnotežena, spodobna, pokončna, a spet ne kot pri komedijantih, ki stopajo korak po koraku kot boječneži ali hitro kot jeznoriteži, ne sme ga zanašati kot bolnega od pijanosti. Pravilno gibanje telesa je stopanje brez ošabnosti ali morda boječnosti, z ljubeznivo prijaznostjo, ki jo je težko opisati, da pa se jo opazovati in se s tem učiti pri ljudnih osebah. Skratka, gibanje plemiča mora biti lahkotno, kot pri perutnici mlina na veter. Navedel je tudi, kako naj preživljajo prosti čas. Plemiški otroci morajo postaviti trden temelj svojega študija, seveda pa primerno izrabiti prosti čas. Učiti se morajo tudi viteških veščin, a v pravem času, nekakor ne prezgodaj, saj preti nevarnost, da jih le-te lahko preveč prevzamejo in odvlečejo od študija, ki se tako lahko zavleče. Homikanosti je sodilo tudi znanje plesanja, mečevanja, jahanja, bojevanja s ulicami, savjanja in udejstvovanja na turnirjih. Če strnemo Sichelheimove številne nasvete, s katerimi vzgaja mladenica 24 ur na dan, lahko zapišemo, da so imeli otroci obilo dela, da so jim sledili. Gradi mladeniče in dekleta, ter jih pelje v različne življenjske situacije. V svet starševstva, šolanja, spoznavanja in druženja v primernem domačem in tujem okolju. Pomembno je, da se v starosti lahko ozrejo in se razveselijo svoje podobe v ogledalu. Vzgoja, do potankosti izpiljen bonton v vsakršnih situacijah, telesni in vedenski afekti, bogaboječnost, spoštovanje staršev, izobrazba in razgledanost, priljubnost, vse to je sodilo v plemiški življenjski slog. Plemstvo je moralo preseči meje domačega kraja, da, lahko je prvi na vasi, a le, če to dokazuje s primernim vedenjem in znanjem. Ob opisovanju primernega oziroma neprimernega vedenja nam Sichenheim odpre svet zmedljivk in zbadljivk. Uporablja primere iz živalskega sveta. Si kot pes, ki ga grizejo bolhe, praskaš se kot maček, kujav si kot osel, hodiš kot konj ali pav, piješ kot gos, stojiš kot coklja. Kot negativne vedenjske vzorce jemlje tudi sveta rokodelcev in trgovcev, mesarja, vrvičarja, krojača, solinarja, kmeta, komedijanta, trgovca, ima pa tudi prispodobe neprimernega vedenja kot dvorjanski lizun,
Z neznanjem lahko izpadeš kot zagovednaš ali tepec. Očitno so bile tedaj tašče nepriljubljene, saj jih je omenil kot zakrevenjene in prepirljive. Razgledanost mladeniča je dopolnilo še kavalirsko potovanje. Tu se loti opisovanja vseh dobrobiti bivanja v tujini, ključno pa je, da si mladenič širi obzorja. V tujini se navzame prijaznosti in znanja tujega jezika, medtem ko se v domačem okolju lahko naleze le napuha, nepotrebnega ponosa in neprijetnega vedenja. Potovanje mu utre pot do spoznavanja sveta, tujih navad, skrbi za primerno vzdrževanje telesa, obleke, govora, gibanja in drugega početja. Mladenič mora biti radoveden, spoznavati razmere v tujini in jih primerjati z domačimi, ter se seznanjati z ljudmi različnih stanov, se znati primerno vesti in del ponižnosti prinesti domov, kajti s tem se ublaži nadutost, ki bi mora biti izhajala iz njegovega stanu. Kajti ti brhki svetilniki, kot imenujem plemiče, se morajo v času študija utrditi v zdrave in močne mladeniče, tako kot so v svojem času to storili Platon, Pitagora, Likurg, Agricola in mnogi drugi. Seznaniti se morajo s hvalevrednimi zadevami in znanji, da bi v očetovo zakladnico prispevali dragocene čednosti. Sredi 17. stoletja so bila v modi kavalirska potovanja v Španijo, Francijo, Italijo in Anglijo. Že zato je priporočal temeljito učenje tujih jezikov že doma. Višji položaj je zasedal plemič, pomembneje je bilo znanje jezika, politike in zgodovine, naravoslovja, fizike ter matematike, kar je bilo za splošno razgledanost nujno. Že pred odhodom se morajo starši poučiti v študiju, saj bo njihov otrok v tujini preživel nekaj let in na dragi šoli iskal višje cilje. Potovanje se je kaj hitro lahko pokazalo kot zgrešena investicija. Zato je menil, da je bolje, da se tisti, ki ima že od doma pokvarjeno dušo in živi brez makljivosti in skrbi, izogne velikemu zapravljanju in izgubi dragocenega časa, ki jo bo le zapravljal v prebrisanih družbah. Tudi na tujem so mladeniči potrebovali skrb učitelja, ki je spremljal njihovo pot. Med ljubljanskimi plemiči je bil Janez Karel Lederer, plemeniti Lilienfeld, domači učitelj, ki je spremljal mlade gospode iz najodličnejših družin, na primer Auersperge, Ursinije, Lamberge in druge. Podobno uspešen je bil Jurij Marko, plemeniti Ziberau, ki je napredoval v viteza, ker je tako dobro opravljal službo pri spremljanju Zigfrida, grofa Gallenberga, kot paža cesarskega princa Jožefa, kralja v Nemčiji in na Ugrskem. Kavalirsko študijsko potovanje je predstavljalo precejšen finančni zalogaj za starše. Za kavalirski potovanji dveh sinov je Jurij Žiga grof Gallenberg odštel veličastno premoženje, 48.000 goldinarjev. Za lažjo predstavo, v 17. stoletju je bil en vol vreden en goldinar. Zitzenheim je opozoril še na mnoge pasti in nevarnosti, v katere lahko zaide mladenič v tujini. Spolno dozorevanje mladeničev je sovpadalo z dobo, ki je bila primerna za kavalirsko potovanje. Nekoliko preseneti, kako pogumno se je lotil kočljive teme, kajti pravi, da lahko mladenič kdaj pa kdaj obišče javno hišo, če tudi svari pred tovrstnimi užitki. Dopuščal je normalno spolnost, brez večjih škandalov, a mladenič mora paziti, da išče zabavo v zanj primernih hišah, kjer se da naročiti primerne gostilniške plese in igre. Nič ni narobe, če tu in tam obišče ljubeznivo, lepo, čisto in nežno žensko sprejemnico v dualu. Umetnost kavalirskega potovanja povzema po italijanski krilatici, da mora imeti mladenič sokolje oči, da vse vidi, oslovska ušesa, da vse sliši, obči obraz, da si privošči tudi kakšno novčijo, prašičji rilec, da poskuša hrano in pijačo, kamenja pleča, da veliko prenese, in hitrost jelena, da ubeži pa s tem življenja. Kajti čiste izgube so tisti, ki na potovanju ničesar ne pridobijo, so kot gusi, ki letijo čez morje, domov pa ne prinesejo drugega kot ga. Že vnaprej naj si izdelajo načrt kavalirskega potovanja, no to našteje, kaj mora vzbuditi pozornost. Javne zgradbe, spomeniki, palače kraljev in knezov, cerkve, mogočna gledališča, mestne hiše, trgi,
mostovi, vrata in zidovi, pa ladje, pristanišča, vodni izviri, reke, izbrani vrtovi, obeliski in piramide, doline, gozdovi, jame in polja, slapovi in druge čudovite posebnosti, ki pri zastajajočem razgovoru včasih lahko povzročijo dopadljivost. Hkrati pa opozarja, da se novosti in mladeniči ne smejo čuditi kot tele novim vratom hleva, da ne bi osramotili očetove hiše. Svaril je tudi pred razvadami, na primer pred uporabo tobaka, saj je spadal nikotin med narkotike, ki je povzročal otrplost in pobitost ter uničeval razum. V svarilo je zapisal primer nekega štajerskega kavalirja, ki se je na preštevilnih morskih potovanjih navadil škodljivega njuhanja tobaka. Ta mu je pri nekaj več kot 30 letih starosti zrezal možgane in povzročil usmiljena vreden konec. Tobak je namreč zahrbtno mamilo, ki je ubilo več ljudi iz višjih in nižjih slojev. Ena od povsem neprimernih razvad je bilo uživanje alkohola. Prava mera vina so bili dan 3 požirki, od katerih prvi pogasi žejo, drugi razreči grižljaje, tretji pa pomnoži in okrepi kri. Nebrzdano pijančevanje naj bi postajalo običaj tako pri mladih kot pri starih, ki bi morali biti mlajšim za vzor. Dogajalo se je, da so moški ob veseljačenjih drug drugemu nazdravljali in ponujali iz kozarčka, vrča steklenice, včasih pa so pijačo pili celo iz klobuka, škornja, čevlja ali copata. Ob tem se človeku obrača želodec, duša pa gre k hudiču. Svaril je pred kartanjem, pred hudičevimi piltki in pogumnim kockanjem za visoke stave. Zanj so bile ustrežnejše poučne in zabavne igre s kartami, ki so hkrati utrjevale znanje tujih jezikov. Kot del učnega procesa so italijanščino lahko urili z igro Trappola ali Quindici Reformati, francoščino z igro Piquet, španščino z igro Lavetin, z metanjem kock pa hebrejščino. Obenem pa otroci ne bi smeli pozabiti na učenje nemščine. In še nekaj o vzgoji deklet. Ustaljena praksa med plemkinjami in bogatimi meščankami je bila, da so tudi dekleta pridobila osnovno izobrazbo branja in pisanja. Med ženskimi izobraževalnimi samostani so v Ljubljani kmalu po sredini 17. stoletja nastopile klarise, ki so slabih 50 let edine vzgajali meščanska in plemiška dekleta. Takoj po koncu stoletja so se klarisam pridružile uršulinke, katerih delo je prispevalo k dvigu družbenega statusa žensk tako v Evropi kot v naših deželah. Vzgojo deklet je Zitzenheim razumel kot težko in občutljivo delo. Težko je delati s tako subtilno, nežno in nevarno materijo. Rožni vrt bo poln prijetnih in lepih cvetlic, toda le, če se jih vzgaja pravilno, drugače se kmalu pokažejo ostri in bodeči trni. Svaril je pred hudimi posledicami, če starši ne upoštevajo vzgojnih nasvetov, saj, če se umaže dekle, je omadeževano družinsko ime. Do nesprejemljivih situacij pride, ko starši svojim hčeram dopustijo preveč svobode in jim ne postavijo mej. Že srečevanje na ulicah je lahko pomenilo nevarnost, saj dekleta lahko zanetijo neprimerno iskro. Ponuja vzorec podobe dekleta v javnosti, ki ne bi smela biti izzivana in ne bi vzbujala pozornosti. Naj bo slepa, ko gleda skozi okno, na ulici naj ne opreza za drugimi in se ne spogleduje, naj bo gluha za neprimerne besede in nevarna sporočila, naj izgleda hroma in ne kot lepo raščeno drevo, ter naj bo nedostopna za preveč pomenljiva darila in prekomerno blebetanje. Poleg osnov branja in pisanja naj bi pridobile veščino gospodinjstva, izdelale naj bi primerne sladice, primerno naj bi bilo tudi branje, a ne neprimernih romanov, pripravljale naj bi domače lekarne, ročna dela in glasbo, kajti kaj je bolj prijetnega kot pogled na ljubko plemenito gospodično, ko z dvignjenim vratom, belim kot alabastar, s koralnimi ustnicami in snežno-belimi prstki na inštrumentu. Lahko izdeluje kodre za svoje pričeske, a dodal je še nekaj o modnosti lišpanja. Uporabo ličil povezuje z neprimernim ali celo izzivalnim vedenjem dekleta, ki se hoče razveseliti in se spopasti z Bogom in z naravo in si kožo krasi z barljivo barvo ali pomago. Telo ni nič drugega kot prah in pepel, zakaj bi ga krasili.
Nekaj smo v primerah o vedenju in iz življenja nižjih slojev že povedali. Nezavedno, morda celo nekoliko popačeno in klišejsko, je opisal življenjski standard nižjega sloja. Ko je plemiške starše svaril pred pomehkužanjem, s katerimi so obdajali svoje otroke, je predlagal, da se zgledujejo po utrjenih kmečkih in delavskih otrocih, ki so slabo oblečeni, pojedo zgolj skorjo kruha na dan, spijo pod milim nebom ali na trdi klopi, trdo delajo, pa so kljub temu zdravi. Za konec naj uporabim kar Zitzenheimove besede, kaj je hotel s priročnikom iz lepega vedenja doseči. Plemiči naj bi postali sijajni svetilniki, po katerih bi se drugi lahko orientirali. Pot do cilja, tista čarobna podoba v novo zloščenem zrcalu, je bila splet različnih znanj, marljivosti in zunanjih čednosti plemiča. V celotni pojavnosti plemiča se mora ta z izkušenim učiteljem naučiti, kako prijeti v roko pisalno pero in meč, kako uporabiti različno opremo za konjenika in pešca, kako junaško sedeti v sedlu, znati voditi konja, v družbi zbranih ljudi mora pravilno ravnati z nožem in vilicami, lahkotno ubirati plesni korak, se gibati dopadljivo s celim telesom, govoriti spodobno, jasno in spoštljivo, zapopasti pravilne naglase in vzgovorjavo v tujih jezikih. Primerno je vaditi petje in igranje na različne inštrumente, ob tem pa slediti osnovam raziskav o zemljemerstvu in krogu, to je o naravoslovnih znanosti. Z ukom mora pridobiti najboljše znanje o umetnosti in slediti drugim učenostim, ki so primerne plemičem. Nadstandard pomena Adam, plemstvo je bil. Pravega plemstva ni ne v bogastvu in ne v lepoti, ne v oblasti, moči ali blišču, še manj v stanu in plemiškem pokolenju, pač pa v častitvivih čednostih, vrlinah, znanju ter izobrazbi, vse drugo je minljivo. Plemiča je povezoval s pridevniki, plemenit, razumen, lep, spreten govornik, častivreden, imeniten, ljubezniv, prijeten in razumen. Hvala za pozornost. Če imate morda kakšno vprašanje, vas vabim, da nam pišete na info@mgml.si, pa bomo odgovorili kar po elektronski pošti.